Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v šesti čut. V tej epizodi Andrej Fištravec. Take finte so super dobre. Neverjetni šarlatanus Maximus. Ter Vlado in Milan Kreslin. To te obujaj, kot pravimo. Moram kaj čarati? Ste za eno čarovnijo? Ja, če boste vi meni pokazali, jaz se vam ne znam. Jaz z veseljem. Karte poznate? Ja, no, te poznam, ja. Želite premešati samo malo toliko, da ne so boste rekli, da so pa fajn težke. Ja, morajo biti. Morajo, ja, imajo svoj karakter. Glede, lahko izberete katerokoli karto, jaz ne bom gledal. Eno izberite, meni lahko daste ostale, prosim. Tak, dobro. Ja, tako. Dobro si jo zapomnite, pokažite jo tudi naši kameri. Ja. Oziroma, dajmo tako narediti, to bo še bolje. Dajte en podpis na lice vaše karte, ne na hrbtno stran, ampak na lice. Aha, dobro. Tak. Gledal sem stran, ne vem, katero karto imate. Dobro. Vi ste, ok, tako. Zdaj pa vas prosim, jaz takole naredim, pa kjerkoli želite, rečite jasno in glasno stop. Ja, stop. Ok, lahko vašo karto, prosim, da vidim, ne smem videti, tako. Ja. Tukaj ste rekli stop, Ja. tukaj dam noter, je? Ja. Je fair? To je vaša karta? Je? Ja. Damo jo noter, želite še premešati enkrat, prosim, jaz se sploh ne dotikam. Nekam ste dali karto, označili ste jo, vi ste premešali. Zdaj pa res ni variante, da bi lahko videl, katera je. Ne, zdaj pa sploh ni variante. Ena karta. Ena je, šestka je. Šestka srčeva in če ima vaš podpis ali pa vse en znak, je pa to ena fajn čarovnija, kaj? Ja, zelo dobra. Pa vam dam Za spomin. Tako je. Vi ste še za spomin. Super. Hvala lepa. Ja, mislim, take finte so super dobre. Ko človek nikdar ne ve, kdaj, kako to naredite, ne, tako da, odlično. Hvala lepa še enkrat za sodelovanje, lep dan želim naprej. Hvala vam, ja. Srečno. Adijo, čau. Glej, katerokoli želiš, vzami ven, jaz ne smem videti, jaz bom gledal stran. Dobro? Ti lahko pokažeš tudi kameri, pa... Ima, dobro? Na lice napiši, nariši, karkoli želiš. Kjerkoli želiš, reči jasno in glasno stop. Stop. Daj mi karto. Tukaj. Tu si rekla stop. To je tvoja karta. Ja? Noter jo damo. Premešaj. Tako da bo fair. Ti si izbrala eno katerokoli, jaz sploh nisem imel v rokah kart. Eno si podpisala. Ena karta. Rdeča. Srčev fant. S tvojim podpisem. Larisa. To ni mogoče. Oh, fuck. Hvala. Super. Ne vem, kaj narečem, ker sem trenutno ostala brez besed. To je neverjetno, pač ne vem, polepšil mi je dan, drugače pa wow, samo lahko rečem res šesti čut, pa zakon, svaka čast. Ne vem, druga, ko vsaka čast ne morem reči, ker to je res nekaj zelo, kaj še nisem nikoli videl, pa ne vem, kako naj sploh opišem to vse skupaj.
Stokrat bi letel, a če bi znal, ne bi se igral. Tokrat me je pot vodila v Prekmurje, natančneje v Gornjo Bistrico, skoraj vse tja do Mure. V izjemno čast mi je bilo spoznati gospoda Milana Kreslina, katerega iskrive oči so videli že 87 pomladi. Me zanima, v bistvu vi ste iz glasbene družine, tudi mi lahko poveste, kako ste vi začeli z glasbo, kako ste se srečali? No, glasbena družina ni tako fiksno, tako povedano, res glasbena družina, ampak začel sem tako, da sem pač, imeli smo doma gostilno, restauracijo. V Beltincih? V Beltincih, ja. V tej gostilni so nekdaj igrali tudi znani beltinški godci, te beltinška banda, tako Cipri. Je pa po vojni takrat pri nas nastajal en ansambel, en jazz ansambel. Sestava teh fantov je bila, malo so bili že bolj profi. Pri nas so v eni sobi gostilni, v eni sobi po večerih vadili in sestav ansambla je bil tak, da jim je manjkala gitara. Jaz sem pa takrat končal ekonomsko šolo, sem dobil dekret, namestitev v Beltinci na posestvu, takoj in ta šef, ta ravnatelj šole pravi, veš kaj, pubec, prva plača, mi rabimo gitaro, ti moraš nabaviti gitaro. Sem pa, kaj pa jaz imam pojma, kaj je gitara, pa kaj jaz znam gitaro, ne gitara. Beseda gitara, gitara. Ja, in tako dolgo so ga učali, ko so me nagučali, ko na vlak pa v Maribor za prvo plačo. Prva plača je bila 1560 dinarjev, takratnih. Jaz seveda z vlakom v Maribor in pridem do železniške postaje na Partizansko, se spomnim, in številka 13 je bila na trgovina z inštrumenti. In presenečen zagledam tam, ko visela črna gitara med drugimi inštrumenti tudi, in stopim not. Povem, kaj bi rad napravil, kaj bi rad klipal to gitaro, pa me trgovec vpraša, ti pubec, pa kaj boš ti pa, imaš ti toliko penec, kad ti to plačaš? Sem pravil, pa imam. Sem videl že ceno zgoraj, ne. No, in gitaro nabavil, šel na vlak, sicer zmes pojel en sendvič, lačen si, mladi dečko, ne. En sendvič na vlak, zdaj pa za vlak pa ne bilo, penec zmanjkal. Pa sem čakal, da je po noči, v polnoči je šel tovorni vlak za Mursko Soboto. In sem se skidal gor, sem se zašvercal na zadnjem vagonu k tistemu, ki ima tisti kretničar, ki ima tisto kajuto, ne. Tam sem se kar noter z gitaro, pa za dremutsko zaspal. In zjutraj ob 9 ur, zjutraj ob 9 smo prišli v Beltince na železniško postajo. In doma, na posestvu, ki sem delal, je pa že nastala panika, pravi, malega Kreslina nega v službo, kje pa je? Sigurno je pobegnil čez mejo, ker takrat je bila strašno, so šli ljudje ilegalno čez mejo v Ameriki, v Avstriji. To je bilo konec 40-ih let, ne? Dečki, kava. O, Hvala. Evo ga. odlično. Izvolta. Cuker. Hvala lepa. Vlado? Seveda. Hvala. Ko bo malo dišalo. No in takrat že panika, da me ni, ne, in so me začeli iskati, ampak jaz sem pa z gitaro prekrajžal v 9 dopoldne službo. In ta ansambel je potem tako nastal, smo vadili, fantje so mi dol narisali so mi grlo od gitare, 6 strun, pravi D-dur je 1-1-1, C-dur je ta 2-2 in tako se začelo. No in te smo špilali po raznih veselicah, največ pa po kakih gostijah. Takrat je Vlado bil še Vladek, ne? Ta še Vlado, ja 47 leta ga še ni bilo. Aha, no. On je še prišel 6 let, je Vladek prišel. No, toliko let pozneje pa sta tudi, mislim, seveda sta tudi skupaj nastopala in igrala že dolga leta, ampak tisti Beli grm je pa pesem, ki je
nastala v zadnjem času. Mi lahko kaj poveste o tem, kako je nastala ta pesem? Ta pesem je nastala, Vlado je že dolgo o tej pesmi razmišljal, ker doma, pa tudi tu pri njem, imamo ta jasmin in ta ima čudovite bele cvete in smo se pogovarjali, gledaj, kak lepi grm, ne. In takrat je on to neko idejo sprožil, mene je poklical, on je sicer napisal besedilo, pa vse, mene je poklical zraven, kaj če bi pravi to midva malo v duetu zapela pa zaigrala, ne. In ta komad Beli grm je lansko leto na Murskem valu bil proglašen domača pevka, pesem pevka za leto 2013. Ja, super, odlično. Čestitke. Hvala, hvala. Kaj pa karte, pa čarovnije? Ste kaj kartali? Ste kaj... Čarovnije, najprej čarovnije. Smo po Beltince dobili po vojni enega čarovnika iz Maribora. Aha. To je pa bil gospod Švengali, če ste mogoče kaj slišali. Hipnotizer? Ja, hipnotizer. Ma ta človek je od takrat za tiste razmere, to je bila senzacija, ne, če on koga malo ušamuto, da je pozabil na svoje ime in priimek, to so se ljudje drli v kinodvorano na njegove nastope. In po vseh je potem to on pripravljal te nastope in je tudi dobro zaslužil, ne. No, kartanje, to je pa v naši gostilni kartanje to je pa že kartanje bilo od, kako smo mi gostilno odprli, razni te kartarski špili od šnopsa do preferansa, ferbel. No, eins je sicer bil prepovedan, to je bilo tako bolj izpod za denar, ne bolj pod mizo. Pod prtom. Ja. In vsake karte, špil karte, ko so rekli glavne karte, so morale biti registrirane pri financarjih na davčni upravi. Morala je biti plačana trošarina od njih in zato, da si plačal trošarino, je gostilničar dobil potrditev, da so nam dali na Herz Asa. Herz Asa, saj nekega imam, tega Herz Asa. Vam pokažem, kako so ga... No. Herz As, brez tega gostilničar sploh ne upal, da bi karte prinesel naprej, ko so ga financarji strašno kaznovali. Aha, torej je dobil žig na srečnega asa? Žig je dobil, kje je pa dal zdaj? Potrdilo. Ja, kje je žig? Tu je. Žig je pa dobil tu na sredi, tu je bil žig. Aha. Ja. Aha, to pa srce dama. Ja, razumem, ja. Drugače nisi smel ti karte dati na razpolago kartašem. Ne tako kot zdaj, ko vsak lahko v žepe nosi karte pa pravi, idemo kartati. Ja. Ja, jaz sem tudi za vas eno čarovnijo danes, če ste za... Drago mi je. Samo da me ne boste očarali, ker pri mojem M-showu že tisti klikerji bolj počasi delajo, ne. Bomo poskusila skupaj. Najprej, dajmo tako. Prinesel sem vam eno kuverto, to je eno darilo za vas, ampak to bomo pogledala na koncu, prav? Tako da to postiva zaenkrat še tukaj. Pa bom jaz tole samo malo odmaknil, tako. Jaz imam tudi komplet kart s seboj, sicer so te bolj take za poker ali pa za remi, pravzaprav je tukaj noter 54 kart, ne. Jih želite vsaj malo premešati ali pa vsaj prevzdigniti, toliko, da ne rečete, da sem vam kar prištimal naprej, ne, tako da lahko malo. Tak, ja, da so karte premešane. Samo enkrat, dosti. Jaz vas prosim, dajte si izbrati eno številko nekje bolj nizko, recimo med 5 pa 10, nekaj vmes, nekaj med 5 pa 10, eno številko, kar na glas povejte. Lahko povem? Ja. 9. 9, dobro. Bom jaz odštel 9 kart. Imamo 3, 6, 9. Tak. Pa prosim, obrnite 9. karto, kar pokažete, kar obrnite jo tukaj. Srce dama, okej. 3 po 3 je bilo, ja. Zelo lepa karta. Še to rdečo. Ja, pravzaprav je bila tu ena karta preobrnjena, gledajte, srce dama. Pa je tudi ista, ne? Zanimivo, na ključje. Imam pa jaz tukaj svojo priljubljeno karto, pravzaprav jih imam več.
Samo trenutek, da jaz tako vzamem. Imam jih pikove 9, ampak jih je več. Mislim, da jih je 8, pa bom dali vašo srčevo damo še zraven. Ok, pa vam jih lahko pokažem, jih bom tukaj na mizo dal takole. Tukaj imamo eno pikovo 9, pa drugo. Vse so v bistvu pikove 9. Tretjo, četrto, peto, šesto. Pika 9. Prosim? Pik 9. Same pikove 9 so, pa vaša srčeva dama. Ostalo. Zdaj, vi bi lahko izbrali katerokoli karto, vi ste izbrali tole. Ja. In da vidimo, če lahko malo čarovnije prikličemo. Bom jaz vzel s to vašo srčevo damo, to 2 pikovi 9, za začetek. Spremeniti svoje pikove 9 v vašo karto. Čakajte, bomo še vzeli enkrat, da vidimo, če gre tako. Tak. Ta pa ni šla. Dajmo še enkrat. Pa gre. Evo. Same srčeve dame. Same dame. Ja, ampak dajmo še malo drugače se poigrati s tem. Dajmo eno vzeti ven. Bomo dali te v stran. Pa vzamemo še to ti 2 pikovi 9, tako da imamo zdaj pravzaprav, če pogledava, eno srčevo damo, pa 2 pikovi 9, ne? Ja, 2. Pa zdaj, da bo še bolj enostavno, imam tukaj zaponko in bomo z njo označila mi 2 srčevo damo. Ok? Tako da zdaj imamo srčevo damo, pa 2 pikovi 9. Tukaj imam pa še en etui prazen. Prazen etui. Ta naj bo tu, evo. Pa vzamemo mi 2 to srčevo damo, pa jo označimo za zaponko, tako, da nama ne more pobegniti. Pa bomo vzela drugo pikovo 9, damo sem v etui. Tak. Ta etui bo vedno cel čas na mizi, tu zraven. Tak. To drugo pikovo 9 damo pa zraven srčeve dame, ki smo jo označili. In zdaj gledajte, če vam jaz tako po kvartopirsko malo premešam, kje bi rekli, da je srčeva dama? Saj sem jo označila, ne? Ja, seveda. Pa je pikova 9, ne? Tudi tu je pikova 9, gledajte. Bravo. Ja, hvala. Mogoče sem bil prehiter, dajmo še enkrat počasneje, gledajte, pa bomo naredila tokrat. Dajmo tokrat drugače narediti. Dajmo najprej srčevo damo v etui, pa bomo dal tako, da malo ven gleda, tako da ne bo nič čudnega, ne? Ja. Pa vzamem eno pikovo 9, jo označim, tako da imamo zdaj 2 pikovi 9, pa srčevo damo, ki je v etuiju. In zdaj samo malo premešamo, pa srčevo damo zunaj. Pikova 9 je pa tu. Bravo. Ampak vem, Milan, za konec vam povem eno skrivnost. Zdaj sicer. Večkrat me ljudje sprašujejo, kak ti to ratuje, ne, kot čarovniku, ne. Glejte, bom vam zelo preprosto pokazal. Srčevo damo bom označil. Etui je prazen. Srčevo damo označeno dama na sredino, pa 2 pikovi 9 zraven. Zdaj nama ne more pobegniti. Naj ne bi. Tako da, če bi igrala midva za denar, ne? Naj ne bi. Bi jaz pravil, da je to. Bi pravili, da je tu, bi stavili denar tu gor, če bi igrali. Pa najbrž ni. V bistvu stvari pri čarovniku niso take, kot izgledajo, ne? Gledajo, ne? Samo malo. Čarovnija, najbrž ni. Ja, 9. Tudi srčevo dama je očitno pobegnila nekaj. Pobegnila je srčevo dama. Hvala lepa. Ampak, jaz sem na začetku prinesel eno darilo. V tej kuverti je. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, Milan, da pogledate, kaj se skriva v kuverti. Ko ne bi srčevo dama. Ena karta je, ne? Srčevo dama bila. Ja, srčevo dama. Hvala lepa. To te buje, kako pravimo. Enkratno, no. Presenečenje. Hvala. Ja, Živeli. na nivoju. Živeli. Živeli.
res moram povedati ugodno presenečenje in en lep trenutek, en lep doživljaj, ki me je malo precej razvedril in spravil v dobro voljo. Hvala.